Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Teče, živ žal. Tako je, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsakeč znova inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in to delajo s srcem. In z mano je danes frontman skupine Bigfoot Mama Grega Skočir. Predno pa ga mu pustim do besede, naj še povem najprej mojo zgodbo, kako sem se srečala z Bigfoot Mamo. Stopim enkrat z avtobusa, iz gimnazije sem se peljala domov in v travi leži neka kaseta in na tej kaseti piše Bigfoot Mama. Jaz dam to v kasetofon še takrat in ne morem verjeti, kak dobra muzika in danes sedim tukaj z Grego. Zdravo, Grega. Ja, zdravo, ne, mislim, malo presenečene. Tako, kako dobiš kaseto, ne v trgovino je tiskati, kakorkoli, ampak zgleda, da še mu ni bilo všeč, pa je vrgel čez okno iz avta. Pa, evo, ti si prišla, zagledala kaseto, jo vzela in si rekla nekaj, da poslušam in ko zdala v radio, vidim, da je bilo nekaj dobrega. Tako in usoda me je v bistvu povezala z vami. Vidiš. To pa se ne bi zgodilo, če vi ne bi tako dolgo že bili na sceni. Začnimo kar tukaj, no. Kaj praviš ti na to dolgo dobo, kaj vse ob tem občutiš, kaj vse se je zgodilo, kakšen je danes feeling? Ja, če se vrnem čisto na začetek svoje kariere, se pravi, band je obstajal takrat že dobre 4 leta, bom rekel skoraj 5 let, oni so začeli leta 90, še s takratnim pevcem Andrejem Kosom. Potem po nekih takšnih in drugačnih zgodbah je Andrej odšel in 94. decembra sem odslal prvi koncert z bandom, kot nek probni koncert, na neki, igral smo, mislim, kot za neki privat, neko ekonomsko fakulteto, ampak zelo za nek manjši razred, ali ne vem, kako, ne spomnim se več dobro na Ljubljanskem gradu. Bilo je zelo smešno, no. Jaz sem imel poln plonk listov z leve in desne v rokavu noter, kjer sem mogel brati na eni strani Rolling Stones, na drugih Beatle, pol spet Caltex, kaj so bili še Guns N' Roses, ne vem, karkoli smo takrat preigravali. Imeli smo sicer 3-4 že takrat, če se ne motim, avtorske komade. In tako se je začelo, je pa res, da smo pa zelo hiter, bom rekel, v roku pol leta že naredili svojo prvo ploščo z naslovom Nova pravila. Še takrat kot spremljevalni band Petra Lovšina, fante, se pravi Jože Habula na bobnih in pa Alen Stržaj na bas kitari, pa seveda Miha Guštin, takratni član še, so igrali tudi pri Petru Lovšinu in kaj Pero igral, je tudi pač nas kot mulce Bigfoot Mamo imel na te koncerte, kjer smo igrali kot predskupina. Potem je igral Peter Lovšin celoten koncert, pa ker je bilo še za pol ure ali pa 3/4 ure še za igrant, smo pa spet mi prišli gor, pa spet nekaj odigrali. Tako da je bilo pestro, zanimivo, veliko terena smo prek njega osvojili in bom rekel, zelo hitro nam je pol kar ratal tudi, bom rekel, samostojne špile delati. In pa neka stalnost, vi ker ostajate in ker ustvarjate in ste v bistvu skozi priljubljeni, zakaj misliš, da je tako? Zato, ker nikoli nismo nekih silali. Jaz sem zmeraj rekel, fante, bodimo korektni sami do sebe in delamo dobro muziko, rezultati bodo prišli sami od sebe. Nikoli se nismo neki štulili, zdaj bomo pa najboljši, pa delali večjih stvari. Seveda so pa šle pol večji koncerti kasneje z leti, ko smo nekako živeli, kje smo v poziciji. Prej pa ne vem, tudi moram reči, že kaseta Nova pravila se je kar dobro prijela, bila je kar, bom rekel, zelo lepo sprejeta med našimi poslušalci in takrat se je pač kar samo od sebe odvijala. Bila je tudi neka luknja v glasbeni sceni, predvsem rockerski glasbeni sceni na Slovenskem. Poleg Lovšina skoraj ni bilo benda, razen mogoče šank rokov, pa še takrat, bom rekel, šank roki so že počasi, bom rekel, odhajali iz te njihove neke visoke pozicije, v kateri so bili, tako da takrat smo bila neka luknja in res veliko koncertov se je dogajalo po Sloveniji, kjer smo tudi veliki igrali, tako da moram reči, je bila tle sigurno neka sreča, bila pa tudi neka vztrajnost in konec koncev počasi smo delali, nikamor se nam ni mudil, na vsake toliko časa dali kakšno ploščo ven in samo od sebe se začelo razvijati. Se je kar odvilo življenje, ne? Tako. No, ko smo pri življenju, mogoče greva malo na tvojo osebno zgodbo. Si mislil kot otrok ali pa najstnik, da boš šel takšno kariero, se pravi frontman ene glavnih rock skupin v državi? Niti ne, jaz sem bil, bom rekel, tako malo otrok ulice, živel sem v Ljubljani med bloki, kjer smo zganjali druge neumnosti, smo se zafrkavali, delali lumparije in tako naprej. Potem je prišlo obdobje srednje šole, ker tudi tam nisem bil lih briljeral, ne.
Sicer sem pol to nekako spacal na koncu, o tem, da bi razmišljal iti naprej na kakšno fakulteto, me sploh ni zanimalo. Ampak takoj po srednji šoli, ja, sem nekako padel v neko zgodbo glasbenikov, sicer ne takrat še z bandom Bigfoot Mama, ampak z bandom RC Rappers, kjer smo imeli prvi rap band na Slovenskem, vsaj tako se je govorilo. No. Na vokalu smo bili 3 fante, en Marko, ki je potem bil samo tisto neko obdobje, in pa jaz pa Ali M, ki je potem nadaljeval kariero v svoji zgodbi. Ne. Jaz sem pa nekako po kakšnemu letu obstoja tega benda, pa mogoče 2 ali pa 3 koncertih maksimalno, nekako ven šel iz te zgodbe, ampak sem ostal v teh krogih, bom rekel, prav ljubljanskih krogih glasbene nekega ustvarjanja, spoznal neke producente, fotografe, dizajnere, ki so že delali razne plošče. Se družil v teh krogih in takrat na povabilo Guštja, to, kar sem že prej razlagal, ko je zaradi takšnih drugačnih razlogov bivši pevec Andrej Koščev stran šel na neko avdicijo vajal, seveda nisem si mislil, da bo to šlo zares. Ne. Ampak uspel narediti to avdicijo, odigral prvi koncert, seveda starši doma niso lih vedeli, da bo pa to zdaj moja primarna stvar v življenju, ampak se pravim, odvijati se začeli in bom rekel, zelo malo tam po 2-3 letih smo videli, da to ni več šala, ampak da so to že resne zadeve in pač resni koncerti. Dobivali smo že, bom rekel, kar neke konkretne honorarje, od katerih smo pač čisto korektno živeli. Ne. In to je bilo to, takrat sem pol videl, da pač, če bomo pridno delali z muziko, lahko od tega naredimo, bom rekel, tudi eno dolgo pot. In ste dejansko. In smo naredili do danes, evo, do 2021, ja, še zmeraj. Ne. Še vedno ste na tej poti. Ko si glih starši omenil, kako so bili starši pri tebi? So podpirali to, so bili zadržani ali so bili proti? Kak je bilo to? Prav proti niso bili, podpirali, tudi ne verjamem, da so, ker se pravim, jaz sem bil takrat svoj glav, ne, to smo bili mulci stari 19-20 let, se tudi mogoče takrat starša niti ne poslušaš, kad ti reče, dej pa pej trajš naprej študirati, pa boš ti to iz teh moke ne bo kruha. Takrat smo, bom rekel, garali, ne, jaz moram reči, prvo let pa pol, to je bilo pač garanje, dobesedno si dobil za avtocesto, da si dobil pa mogoče za kakšen sendvič, pa kakšen per, ampak to je bilo to, ne, nekako. Živeli smo v nekem upanju, da bomo enkrat res uspeli, ne, se pravim, in pol nam je to res po parih letih to uspelo, tako da nasprotovali tudi niso, ne, začeli so pa mi podpirati pol, ko so res videli, ko sem naredil recimo leta 98, če se ne motim, 99 prve križanke razprodaje in tako naprej, takrat se je pa videli, da pač je to kar malo resna zgodba. Kaj pa ti konkretno kasneje, ko je že bilo vse skupaj uspešno in je to postala v bistvu tvoja kariera, si imel kdaj momente, da si pa vseeno začutil, da mogoče pa to ni prav zgodba, da bi mogoče želel v življenju kaj drugega? Mislim, so bili kakšni taki momenti dvoma, da je to čisto prava pot for life? Je pol tirata to for life, zato ker je pač konec koncev imeti tak poklic je zmaga, ne, mislim, po eni strani uživaš, po drugi strani spoznaš ogromno ljudi, po tretji strani ogromno ljudi imaš pred sabo, pred odrom, ne, po četrti strani recimo ne hodiš tisto standardno vsako jutro ob 7 na šiht in delaš tistih 8 ur, ne, ker tudi v življenju nisem bil kol, bom rekel, nekog delaven tip človeka, zmeraj sem bolj krivine dajal stran, tisto, kar je bilo kaj zadela, sem zmeraj malo šel obšel nekatere stvari, tako da takrat je to bilo seveda, če bi se to obrnilo v drugo smer, bi najbrž sigurno nekaj drugega zagrabil, ampak stvar je, bom rekel, se kar držali smo se še zmeraj te neke rdeče niti glasbe, band je bil tudi toliko ustvarjalen, imeli smo energijo seveda, bili smo vsi v zanosu, bili smo mladi, punce so nas imele rade, tako, bil je žur in normalno, zakaj bi se pomislil sploh nekaj drugega. Ampak veš, nek moment v moškem življenju, vseeno prijedno v ženskem tudi, ampak moškem, ne, ko si imel ta moment, zdaj pa bi jaz rad se nekako ustalil. Čeprav pri rockerjih se to malo potegne ali pa se nikoli ne konča ta užitek tega rock'n'rollskega življenja, ampak si imel ti, da je ta moment, da bi zdaj pa jaz hočem si postaviti družino, dom. Ja, seveda, s časom je to prišlo, ne, smo zdaj konec koncev, imam družino, smo zdaj stara otroka 9 pa 7 let, ne, se pravi, bom rekel 10 let nazaj, sem nekako si rekel, zdaj pa moji vrstniki so tudi že imeli več ali manj družine, ne, mislim, velik procent je bilo ljudi, ki so imeli družine, pa sem jaz še zmeraj nekako se držal, ja, pa se bojim, da bom pol ta rock'n'roll, da bo šel
v čisto drugo smer, ampak ne, pač malo drugače vse skupaj zovinkariš, ali kako se temu reče. V drugačen avto se usedeš, mogoče ne gre več tako hitro, ne greš tako brez z glavo skozi za določene stvari. In to besedno glasba, rock and roll, oziroma bom rekel koncerti ti postanejo kot neka rutina, vse skupaj je zelo umirjeno, ne rabiš več hoditi tonske vaje. Jaz se spomnim, že zmeraj, ko smo na tonske vaje hodili, smo že v kombiju, ko smo se usedli v Ljubljani, pa do točke B, kamor smo prišli, se z nas zgodi, da je že gajba pera padla tako za dobro jutro oziroma za tonsko vajo. Ne. Tako da je bilo takrat vse drugače. Tukaj si pa zdaj vzameš, se usedeš v avto, greš, priješ kakšno uro pred koncertom, poješ večerjo, seveda se skoncentriraš na to, da imaš pred sabo toliko in toliko ljudi, odigraš in je rata dosti bolj umirjeno vse skupaj. Seveda tudi, ko ne igraš, ko si doma, v krogu družine, se tudi ne da več vsak dan. Včasih si pol šel po koncertu, še drug dan ven, pa pol čez 2 dni te je kdo poklical, pa si šel ven. Tudi te moje generacije, mojih prijateljev, seveda, večinoma zdaj tudi družine in smo, vse dobivamo vsake toliko časa, tako da je cela zgodba malo umirjena, a poklic je ostal isti. Če bi se tvoja 2 otroka ali pa eden od njiju odločil, jaz bi rad šel isto kariero kot ti, Ata. Ja, fotor, ja, sej, kje si fotor? Ja, kaj bi se ti počutil ob tem? Itak bi ga podpiral, to ne dvomim, ampak kako bi se pa v sebi not počutil? Veš, moram ti povedati, te generacije teh otrok zdaj, ki so prišli, so čisto drugače usmerjene. Zelo težko dobiš ti zdaj otroka, da bi ti že v štartu pokazal, da ima pa rad glasbo. Ja, mogoče hčera je bolj nagnjena k tem zadevam kot sine, ne, ampak ne vidim pa tudi, podpiral bi jih seveda, ampak mislim, da je itak zdaj toliko drugih enih še močnejših stvari, katerih lahko, bom rekel, sedajšnja mladina uspene. Ker glasba je tako, ne, mislim, se pravi, mi smo takrat, nam je to ratalo, ne. Zdaj že tako pogledaj zadnjih 50 let v slovenski glasbeni sceni, saj pri mladih se ni dogajalo nič, mogoče v zadnjih 3-4 letih so končno prišli 3-4 mladi bendi, ki lahko parirajo tudi večjim odrom, ne. Da nismo samo mi, Siddharta, Dande, Tabu, kaj zvem, kjeri so še te bendi, ki igrajo okoli, mi dva, ne. 5-6 bendov, ki jih dobesedno kroži po slovenskih glasbenih odrih, ampak so končno začeli tudi zdaj mladi, tako da podpreti, ja, ampak se pravim, zdaj pa, ko bi bilo pa to res vesela, pol zares, ko začneš delati, to je pa pol druga stvar. Ker je kar nekaj borb dejansko, ne, ko si tako kot si rekel, ne, mislim, vam je sicer uspelo, ampak vseeno biti umetnik, sploh v današnjih časih, ko je sistem mogoče še močnejši, ne, ti pa si v bistvu umetnik, svobodnjak, tako rekoč, ne, je to kar nekaj borb, no, ki jih mora posameznik dati skozi. Seveda, ne, ampak se pravim, nam nismo imeli, dobro, zdaj ta leto pa pol, ker nismo igrali, bila pač res kriza, ne, poznali se vsem članom benda, ampak prej pa tako, skoraj ni bilo leta, da bi rekel, da je bil pa ta leto slabše kot prejšnji. Mogoče je bilo par špilov manj ali pa par špilov več, zmerno se to nekako zniveliralo, tako da ni bilo prav neke hude borbe. Največje borbe so takrat, ko delaš projekt, se pravi, ali delaš novo ploščo, ali delaš nek velik koncert, takrat ti vzame to kar nekaj energije in hočeš, da je res dobro. Hočeš, da je pač to narejeno res na nivoju, da bo vsi se zmeraj rekli, aha, po vseh teh letih še zmeraj so na nekem wow, ne, še zmeraj jih pridemo gledati, še zmeraj pride množica 5-10, kakorkoli tisoč ljudi. Ampak to je, ne, bolj ko si uspešen, bolj tudi ta pritisk nastaja, ne, se pravi, da bom vedno zadovoljil pričakovanja množice, ne, kako ti handlaš to? Ampak se pravi, mi vidimo skozi vsa ta leta, vidimo predvsem, recimo, če se 1 leto obrneš, ne, se pravi, da bi meni zdaj drastično padali koncerti, ne, da bi rekel, zdaj ne pa noče niti tle več, tam, se pravi, da smo že rekli, zdaj pa ni več ta muzika mogoče toliko aktualna, mogoče neka druga muzika bolj aktualna postala, mogoče so mlajši bendi, bom rekel, začeli nekako prihajati na ta nek nivo, kjer bojo oni začeli polniti večje dvorane, ampak nekako ne, imamo še zmeraj to generacijo tako mlajših, ne, kot naših let in tudi starejših, ki so nas poslušali v študentskih časih, tako da na koncu, ko daš vse skupaj te pluse skupaj, je ta, bom rekel, masa, množica ljudi še zmeraj toliko velika, da si lahko še zmeraj, bom rekel, dovolimo in si upamo delati pač tudi večje projekte na vsake toliko časa seveda. Grega, kaj se pa tebi zdi po vseh teh tvojih življenjskih letih, lekcijah in izkušnjah in načinu življenja najpomembnejše za človeka danes, da preživi v tem svetu? Ja, mora biti iskren najprej sam do sebe, ne. Zdaj, če mu bo drug razlagal, kaj mora v življenju delati, to je pač tako, ne. Bil bo pol
v glavi kot robot, tam mi ukazuje, da moram to narediti, oziroma predlagal mi, da je boljše to, da naredim. Sam se moraš učiti življenja, če se ti sam ne naučiš, mi smo se to na terenu učili, ljudje, ki pač delajo druge stvari v življenju, se to naučijo najbrž s prakso na nek drug način. Predvsem je treba biti samo svoj, seveda obdan z neko množico, ali pa bom rekel ne z množico, bom rekel s parimi ljudmi, ki ti predlagajo določene stvari, se z njimi dobro imeti, z njimi dobro zabavati in z njimi dobro ustvarjati, ker edino to nekako pride mogoče do nekega rezultata. Če si pa pač na neki zgodbi, zaradi tega, ker moraš biti tam, ker ti nekdo reče to, pomeni, da ne delaš tega ne iz srca, ne iz duše in je ta zgodba mogoče, ne vem, če bo pol šel človek na svoja stara leta, ko bo šel na svoj spokojni počitek nasmejan v grob. Dragi poslušalci, to je bilo to za danes, da pravi, poiščimo samosvojost, obdajmo se z ljudmi, ki jo razumejo, jih nas lahko pri tem še podprejo, predvsem pa najdimo tiste stvari, ki res izhajajo iz našega srca. Hvala, da ste bili z nami. Gregor, hvala. Pa se vidimo torej v akciji. Hvala. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.